SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem aktualnem podcastu. In tokrat je še kako aktualen za več kot 1 milijon naših prebivalcev. Slovenija velja za državo, kjer ima skorajda vsak svojo nepremičnino. Ne zgolj, da je v najemu, ampak da je lastnik le-te. In ko je govora o nepremičninskem davku, je to seveda tema številka 1. Kaj to zame pomeni? Bom plačeval še več? Kdo bo ocenil mojo vrednost nepremičnine in tako naprej? Ker nas v prihodnjem tednu čaka pošta, ki bo prišla z Gursa, Geodetske uprave Republike Slovenije, je torej prav, da razložimo, kaj bo v tem dopisu pravzaprav pisalo. Kdo je ocenil vrednost naših nepremičnin, zakaj so to na Gursu naredili in kaj to pravzaprav pomeni. Upam pa, da bomo odgovorili tudi na vprašanja, kaj se zgodi, če se seveda s tem ne strinjamo, in da bomo lahko dobili prave odgovore. Je tukaj z nami v studiu direktor Gursa, Tomaž Petek, in lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem. Ja, ste že vse dopise napisali? Skoraj. Koliko jih bo? Vse skupaj mora Geodetska uprava poslati 1.200.000 dopisov z zbirnimi potrdili o vrednostih nepremičnin, lastnikom nepremičnin nekje v drugi polovici meseca maja. Koliko ljudi se ukvarja z 1.200.000 pismi oziroma dopisi na Gursu? No, zdaj vse skupaj je na Geodetski upravi Republike Slovenije zaposlenih 456 sodelavcev. Velika večina se ukvarja z izvajanjem upravnega dela katastrskih postopkov, skratka z vzdrževanjem nepremičninskih evidenc. Samo področje množičnega vrednotenja je Geodetska uprava dobila z zakonom o množičnem vrednotenju leta 2006 in takrat je bil ustanovljen urad znotraj Geodetske uprave, urad za množično vrednotenje. Ta trenutek je okrog 30 zaposlenih na tem uradu, seveda pa določene aktivnosti tudi oddamo v izvajanje zunanjim izvajalcem z javnimi razpisi. Kar težko si je predstavljati, to je res neverjetna številka, redko kdaj toliko pisem pošiljamo po Sloveniji, razen ko gre za volitve, ko gre za kakšne referendume, ne vem, zdaj, ko smo seveda postali lastniki zavarovalnice, ki se je preoblikovala, in zdaj to množično vrednotenje nepremičnin, ampak preden greva na to temo, s katero ste se zdaj zadnja leta ukvarjali, zaradi covida se vse skupaj malce zamaknilo, mora vas pregovoriti o Gursu, kjer ste vi direktor, Geodetska uprava Republike Slovenije. Sami ste prej rekli, ko sva spila eno kavo pred začetkom, da se načeloma Slovenec 2-krat v življenju sreča z Gursom, če ima srečo. Torej, kaj je Gurs? Ja, drži, povprečen Slovenec se ne srečuje s storitvami in aktivnostmi, ki jih izvaja Geodetska uprava prav pogosto, vendar se pa skoraj vsak sreča, kot ste tudi sami že dejali. Geodetska uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor in naša osnovna zadolžitev je skrb za nepremičninske evidence. Poleg katastra nepremičnin, ki je nekako jedro delovanja Geodetske uprave, najprej je to zemljiški kataster, kasneje so se dodale še stavbe in je bil še katastr stavb, temu danes rečemo katastr nepremičnin. Je tukaj še cela vrsta drugih zbirk podatkov, ki jih vodimo in vzdržujemo, naprimer podatke iz topografije, se pravi o dejanskemu stanju terena, to so aerosnemanja, vsako leto izdelamo ortofoto načrte iz aerosnemanja Slovenije, vsako leto 1/3 Slovenije posnamemo, potem v zadnjem času se zbirajo tudi podatki radarskega snemanja, tako imenovani LIDAR, ki daje še bolj natančen prikaz površja države. Ta cikel se dela nekako na 5 let, s tem, da se izboljšuje položajna točnost oziroma gostota točk, ki se zajamejo. Tukaj ne smem mimo registra zemljepisnih imen, ki ima že zelo dolgo zgodovino, kjer so vsa zemljepisna imena zbrana v bazi in se postopoma tudi standardizirajo. Ne samo imena naselij, tudi imena rek, gorovij in drugih topografskih značilnosti. Potem je seveda en velik del aktivnosti vezan z zagotavljanjem podatkov za določanje lokacije, torej geodetski referenčni sistem.
Mi vzdržujemo mrežo stalnih GNSS postaj, omrežja permanentnih postaj za zagotavljanje signala, satelitskega signala, bolj poznanega kot GPS signal, in seveda se ukvarjamo tudi s področjem povezovanja teh zbirk podatkov, kajti na osnovi ene direktive evropske smo zadolženi za koordinacijo vzpostavljanja skupne infrastrukture za prostorske informacije. To pomeni, da vse tiste zbirke podatkov, ki jih državne inštitucije vzpostavljajo in vodijo, poskušamo povezovati v smislu podpore določenim upravnim procesom in pa dajati na voljo uporabnikom, kajti Slovenija je ena zelo odprtih držav, kar se tiče dostopnosti do zbirk podatkov državne uprave, in zato se na podlagi spletnih servisov ti podatki brez kakršnih koli omejitev dajo na voljo tako za javne kot tudi za komercialne namene. Zdaj so naredili en tak dober uvod, kaj GURS pravzaprav je. Vidim, da se ukvarjate z veliko stvarmi, ampak tisto, kar nas bo zdaj v naslednjih 2, 3, 4 tednih najbolj zaposlovalo, je pa zagotovo množično vrednotenje nepremičnin. Zakaj sploh nekdo, nek državni uradnik, naprimer neke številke določajo, kakšna je vrednost moje nepremičnine? Zakaj je to sploh potrebno? Ja, sodobni trendi na področju geoinformatike so pripeljali do potreb, da se namesto s kvadratnimi metri vse pogosteje pogovarjamo v evrih. Torej, da se o predmeti vrednostno oceni nepremičnino za različne namene. Predvsem gre tukaj za potrebe analitike. Mislim, da je pomembno, da vemo, da je vse nepremičnine v državi predstavljajo recimo 270 milijard, toliko je bilo v poskusnem izračunu ocenjena vrednost, in da je ta zrasla v primerjavi z obdobjem leta 2008 kar za nekih 30%, torej da se v upravljanje prostora uvede ta ekonomika prostora, torej tudi evro, če rečemo, namesto kvadratnega metra. Seveda je večina uporab tudi v drugih državah pelje proti osnovi za potencialne obdavčitve. Zdaj, v tem trenutku v Republiki Sloveniji mi še nimamo izhodišč oziroma nimamo predloga zakona o davku, ampak ena od možnih uporab je tudi ta. Tukaj ni potrebno skrivati, da druge države ravno tako uporabljajo vrednost kot eno od izhodišč. Še bolj kot to pa so potem možnosti uporabe na področju bodisi primerjave pri ocenjevanju za potrebe recimo transakcij za javne namene ali odkupov in tudi pri socialnih transferih konec koncev se upošteva, ker, kot sem dejal, je ta ekonomika prostora pripeljala do potreb, da znamo ovrednotiti tudi to nepremično premoženje. Zdaj se bom ustavil pri enem delu, ki ste rekli, ne več kvadratni meter, ampak evro. Če prav razumem, se pravi, kvadratni meter v Ljubljani seveda nikakor ne more biti enako ovrednoten kot kvadratni meter, pa da ne bom zdaj komu delal seveda kakšne krivice nekje v Prekmurju. No? Drži. Metode posplošenega ocenjevanja vrednosti temeljijo na principu uporabe modelov vrednotenja. Modeli vrednotenja so razdeljeni po skupinah nepremičnin. Takšnih modelov imamo v Sloveniji 17, za stanovanja, za industrijske nepremičnine, za posebne nepremičnine, za hiše in kmetijska zemljišča in druga zemljišča. In v teh modelih se uporabljajo parametri o površinah, seveda, o lastnostih nepremičnine in pa o trgu. Mi namreč spremljamo stanje na trgu nepremičnin in iz tega nastanejo območja vrednotenja, znotraj katerega veljajo približno enaki principi delovanja trga. In to, kot ste dejali, v Sloveniji izrazito visok trg nepremičnin ali pa izjemen povpraševanje za nepremičninami v območju Ljubljane, na obali, okrog Kranjske gore in še nekaj takšnih lokacij. In tukaj je
posplošena tržna vrednost bistveno višja od posplošene tržne vrednosti nepremičnin na drugih predeljih države. Za vsak od teh modelov vrednotenja je namreč določenih več vrednostnih con in v posamezni vrednostni coni se ti potem modeli zavrtijo na podatkih, ki so v evidencah. Moramo pa ločiti to od individualnega vrednotenja, kajti mi lahko upoštevamo zgolj tisto, kar je v uradnih zbirkah podatkov in zato govorimo o posplošenem. No, zdaj pa sva tam, ne? Naprimer, te množično vrednotenje naših nepremičnin, nekdo bo dobil seveda dokument, kjer bo zelo zadovoljen s svojo ceno, pa bo rekel, poglej, kako je moja nepremičnina, pa vse te nive, ki jih imam, koliko je to vredno, ne? Nekdo drug bo pa te stvari videl nekoliko drugače, pa bo rekel, kakšna je pa to ocena. Preveč so mi ocenili, ne? Ponavadi je tako, ker vemo, da kot ste prej rekli, to vpliva na socialne transferje, bodoči davek, ko bo, če bo, ne? Kaj torej narediti, da se ti s to oceno ne strinjaš? Ja, zdaj, zakon omogoča tudi uveljavljanje posebnih okoliščin, kot neke vrste pritožba na to vrednost. Ampak predno pridemo do tega, je potrebno povedati, da v tem trenutku se ta konkretna posplošena vrednost ne bo uporabila v procesu, recimo, potrebe obdavčitve ali pa kakšnem drugem upravnem procesu, bo prej kot informativne narave. In zato je zdaj čas, da lastniki nepremičnin, ko bodo dobili zbirno potrdilo, pogledajo, ali so na tem zbirnem potrdilu tiste nepremičnine, za katere oni vedo, da so lastniki, in ali so podatki o teh nepremičninah, se pravi površina in pa tudi številka parcele, številka dela stavbe, pravilni, in šele potem razmišljajo o sami določeni posplošeni vrednosti. Koliko se jim zazdi, da so pač podatki ustrezni, da ustrezajo dejanskemu stanju, da pa je sama vrednost po njihovem mnenju neustrezna, imajo pa možnost, da v določenih okoliščinah, v določenih primerih uveljavljajo posebne okoliščine. To pomeni, da naročijo cenitveno poročilo pri ocenjevalcu vrednosti, pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti nepremičnin, in s tem cenitvenim poročilom dajo vlogo za uveljavljanje posebnih okoliščin. Zakon o množičnem vrednotenju je zelo natančno določil, kdaj se takšna posebna okoliščina lahko uveljavlja, in pa tudi pogoj, kako velik mora biti ta vpliv, da bi potem to posplošeno vrednost spremenili na konkretni nepremičnini. A tega cenilca plača torej pritožnik, če mu tako rečeva, sam? Drži, to je obveznost lastnika nepremičnine. Na strani države je potrebno plačati zgolj upravno takso za vlogo, medtem ko izdelavo tega cenitvenega poročila je potrebno plačati neposredno bodisi sodnemu cenilcu ali pa pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti, skratka nekomu, ki ima pravico izvajati to cenitev. Te množičnega vrednotenja nepremičnin, tega seveda ne počnete prvič. Koliko je bilo takšnih pritožb zadnjič in koliko uspešnih pritožb je bilo, če imate številko? Te številke žal nimamo zato, ker se ta možnost pravzaprav odpira zdaj prvič. Mi smo namreč večkrat doslej že izvajali cikl določene posplošene tržne vrednosti nepremičnin, vendar je vedno prišlo nekaj vmes. Namreč prvič je Ustavno sodišče ustavilo zadevo, še predno bi se možnost sprejemanja posebnih okoliščin uveljavila. Drugič je bila epidemija covida, ki je za nekaj let zamaknila javno izkazovanje in s tem tudi izvajanje samega zakona. Tako da bo v praksi ta možnost dana šele od uveljavitve teh modelov, prenovljenih modelov vrednotenja, ki so bili v ponedeljek objavljeni z uredbo v Uradnem listu, in uveljavitev je v 8 dneh po objavi, torej od 13. maja dalje bodo ti prenovljeni modeli osnova, da se posplošena vrednost pripiše nepremičninam in da se od takrat dalje omogoči lastnikom tudi uveljavljanje teh posebnih okoliščin. Tukaj bi rad pa povedal še to, da je to uveljavljanje časovno omejeno, tudi če lastnik z tem cenitvenim poročilom dokaže, da ga nepremičnina, da je izredno slaba gradbena stanje, se pravi tehnični elementi, da so nevzdrževane in podobno, mora biti ta vpliv 20% na
zdaj določeno posplošeno vrednost, ali pa da nepremičnino ogroža plas, recimo, ki jo tega baze podatkov niso mogle zaznati. Skratka, takšna okoliščina velja do naslednjega cikla vrednotenja, ki naj bi bil nekako na 2 leti. Zato ni to, če te rečem, pritoževanje za vedno, ampak pri vsakem od ciklov množičnega vrednotenja se mora ta zadeva ponovno uveljavljati. Dobro izhodišča ste mi zdaj dali, plas ste omenili, ne? S tem imamo v Sloveniji kar veliko težav ali pa z naravnimi katastrofami in posledicami potem na naše nepremičnine. Spomnim se, ko sem še delal na televiziji, potem pa smo slišali, poglejte, koliko mi vrednotijo našo nepremičnino, za našo hišo pa stoji plas ali pa nam bo ravnokar odneslo. Se pravi, katere so tiste specifike, ki jih pa takšno vrednotenje ne more zaznati in jih potem seveda res tudi ni, ko bomo dobili ta papir. Ja, zakon je določil, da v primeru, ko nepremičnina, v tem primeru, kot ste omenili, ogroža neka naravna nesreča, neko dejanje, ki ga uradne evidence niso zaznale, to v tem primeru največkrat plas, ker pri poplavah je že druga zadeva, medtem ko druga stvar so izjemno bogato opremljene, torej nadstandardno zgrajene nepremičnine, tudi tega podatka v uradnih evidencah ni. V tem primeru bi šla posebna okoliščina za zviševanje vrednosti, ampak največkrat lastnika nepremičnin skrbi, da bi in želijo vrednost zniževati. Tretja je pa že omenjena konstrukcijska neustreznost oziroma slaba kakovost gradnje in pa trenutno stanje nepremičnine, ki pa ravno tako mora biti v takšni meri poškodovana, da bi dokazovali več kot 20% nižanje od posplošene vrednosti. Pod drugo ste omenili te nadstandardne nepremičnine. Tudi tukaj se mi poraja nekaj zgodb, ki se jih spomnim, pa so potem krožile po Facebooku, naprimer, kako je lahko ta vila, v lasti tega pa tega, vredna toliko pa toliko, ko pa je naprimer krat 4 ali pa 5-krat ocenjena, če bi jo prodajal. A je to tudi ta napaka, ki je GURS ob vseh teh meritvah torej ne zazna, ne vključil to? No, jaz temu ne bi rekel napaka, dejansko pa so to tako za medije kot za javnost zelo zanimivi posamični primeri, kajti, kot sem dejal, v evidenci katastra nepremičnin mi vemo, da tam stoji stavba v dimenzijah takšnih in takšnih, zgrajena takrat in takrat, in da ima toliko in toliko neto tlorisne površine in pa uporabne površine, in na osnovi tega je bila zračunana posplošena vrednost znotraj vrednostne cone. In zdaj, kakšne pa so dodatne okoliščine, ki takšno stavbo delajo neprecenljivo, potem tega in te informacije v uradnih evidencah ni zaznati, se pa seveda iz drugih zaznavanj, iz poznavanja lokalnega prebivalstva in pa tudi iz optičnih videnj verjetno da ugotoviti. Zato ljudje velikokrat izpostavljajo tovrstne primere, ampak običajno sami lastniki takih nepremičnin pa dvomim, da bodo uveljavljali posebno okoliščino za dvig posplošene vrednosti. Zdaj, če na primer je nekdo starejši od 70 let, karikiram, ker tudi lastniki slovenskih nepremičnin so v povprečju kar precej stari, kaj storiti, če imaš vprašanja? Vem, da ste na voljo, zato odprli tudi posebno linijo, vem, da boste na voljo, da boste odgovarjali na vsa vprašanja in pojasnjevali, kako bo to izgledalo. Naval bo po 1 200 000 poslanih pismih verjetno velik, no? Drži. V želji, da bi kar najbolj približali lastnikom nepremičnin vse številne informacije povezane tako z postopkom vrednotenja, kot tudi z možnostmi uveljavljanja posebnih okoliščin, smo pripravili nekaj informativnih filmov, ki bodo na našem portalu. Tam bo tudi objavljena tako številka klicnega centra, kot tudi elektronski naslov, na katerega se lahko obrnejo lastniki nepremičnin z dodatnimi vprašanji. Ne glede na to, tudi če gre za lastnike, ki so mogoče starejši, pa manj vešči z spletnimi dostopi, vsak ima še nekoga, ki pa je bolj
temu rečemo digitalno pismen in mu bo lahko pristopil na pomoč, kajti ne bi želeli, da bi med ljudmi zavladala slaba volja, ko prihajajo na naše pisarne fizično, pa tam ne bi mogli urediti pravzaprav ničesar, razen da dobijo dodatna pojasnila. Namreč, kot sem prej dejal, ukolikor bodo lastniki nepremičnin na tem potrdilu zaznali neke napake, ki jih je potrebno korigirati, imajo potem dve možnosti, da se nepremičnino evidentira ustrezneje, torej če danes ni katastrskega opisa, da se naredi katastrski opis, to pomeni pot ga naj vodi do geodetskega podjetja, kjer naroči takšno storitev, ali pa da uveljavlja posebno okoliščino, o kateri sem prej govorila, torej v tem primeru ga pot vodi do sodnega izvedenca oziroma ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki mu mora izdelati to cenitveno poročilo. In še naslednji korak je obisk geodetske uprave fizično. Zato bi želeli preko teh komunikacijskih kanalov, tako spletnega portala, kjer se bodo te vrednosti ravno tako videle z ostalimi podatki o nepremičninah, kot tudi preko klicnega centra in pa tega elektronskega naslova, kjer bi lahko na bolj strukturiran način podali pojasnila na konkretno vprašanje. Vse to, kar bomo zdaj imeli v rokah in bomo potem preverjali, ali se vse ujema s tem, kar mi pričakujemo, kar ste seveda po vaših modelih vi izračunali. Največ skrb, to ste pa na začetku rekli, je potem tako kot v tujih državah, da ta papir pravzaprav pomeni nek uvod v to, da bo ta nepremičnina potem obdavčena. Ne? Na 2 leti ste rekli, da se bo to ocenjevalo, glede na to, če smo malce politično realni, da kakšnega tega zakona v naslednjih 2 letih ne pričakujemo, vendarle ni treba zdaj takoj dreti res na gurs ali pa v prvem trenutku začeti urejati in se pritoževati, če prav razumem. Ne? Ker to je neko informativno vrednotenje, z katerim mi malce bolj vemo, kaj moramo še postoriti. Ali se motim? Ne, drži, točno v tem zato gre, namreč v tem trenutku je kakršnakoli vznemirjenje nepotrebno, ker gre za uveljavitev enega cikla vrednotenja, ki bo postal, če temu rečem, stalnica. In naslednjič sicer ne bomo pošiljali papirnih potrdil, ampak se bo neposredno na portalu pripisala nova vrednost, ker se bodo posodobili modeli glede na stanje in dogajanje na trgu nepremičnin. Zato bi še enkrat izpostavil, da dejansko ni potrebe po vznemirjenju ali pa osebnem obisku na geodetskih pisarnah, ker bodo tovrstne korake ali urejanje upisov, bolj natančnega upisa nepremičnin ali uveljavljanje posebnih okoliščin na voljo vedno, takrat, ko bodo konkretne vrednosti v določenem procesu uporabljene. Kako in kdaj, o tem zelo težko govorim, ker je to pristojnost finančnega ministrstva, ampak konec koncev že danes plačujemo določene dajatve tudi od nepremičnin in verjamem, da se bo na tem področju v bodoče kaj bolj poenotilo ali pa bolj posodobilo tudi način tega obračunavanja teh dajatev, ker danes pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča glavnino plačajo pravne osebe, ampak kot rečeno, ne bi želel se v to debato vključevati, ker presega pristojnosti geodetske uprave. Ko takole razlagate, ne, potem si rečem, ampak se to je kot neko na zalogo ovrednotenje, ne, ali je to sploh potrebno, zakaj torej, sej vem, da sva na začetku sicer to že odgovorila, ampak če boste, ne vem, čez 2 leti znova vrednotili, ko bo bolj aktualno, ko bo tudi na finančnem ministrstvu nekdo rekel, ok, zdaj pa je čas, da spremenimo vse te stvari, kako bomo pobirali nepremičninski davek, bomo šli znova, ne? Drži, ne bomo šli popolnoma znova, dejansko bodo modeli preverjeni, ali še vedno ustrezajo razmeram na trgu. Običajno trg, vsaj v zadnjih 10 letih lahko trdimo, prinese dvige zaradi rasti cen in pa zaradi dinamike. Se pa na določenih segmentih nepremičnin, recimo 2018 je bil malo zastoj na poslovnih nepremičninah in predtem pa mogoče na zemljiščih. Danes je velik pritisk na stanovanja, recimo, ne? In zato je potrebno to preverjati in posodabljati. Ni pa to vrednotenje potem delano praktično iz začetka. Ne?
To se mi zdi zelo zanimiva iztočnica za naslednje vprašanje, in sicer vi spremljate torej ta rast, padec ali pa kakšne so vrednosti nepremičnin. Kaj je, če bi danes gledal, najboljša stvar, kar se mi bo zgodila v naslednjih 10 letih? So to taka velika priložnost, prav ta kmetijska zemljišča, ker se veliko govori, da če imaš kmetijsko zemljišče danes, vse skupaj nič vredno, ampak kdo pa ve, kaj bo čez 10 let? Se bojim, da so zato že prepozna. Namreč največji skoki v vrednostih so bili na tistih kmetijskih zemljiščih, ki so pred leti se vključevala v stavbna zemljišča. Zdaj z ščitenjem z kmetijskih zemljišč in predvsem trajna zaščita prve kategorije kmetijskih zemljišč zelo krči ta manevrski prostor prehoda, spremembe v stavbna zemljišča. Trend gre tudi v smer prenove notranjosti naselij, torej neke vrste reciklaže grajenega, in zato je odgovor na to vprašanje verjetno vreden $1 milijon in ga žal nimam odgovora namreč, in lahko rečemo samo to, da je morda potrebno razmisliti, ali so nepremičnine res način varčevanja, kar se nam dogaja v zadnjih letih v Sloveniji, za razliko od drugih držav, kjer so ljudje svoje prihranke raje vlagali v naložbe, ki niso bile nepremičnine. Zato to sprašujem, ker zaenkrat se zdi, da če kupiš neko nepremičnino, si zagotovo najbolj varen. Ko je teh zmanjkalo, so ljudje rekli, dobro, bomo kupovali pa, kmetijska zemljišča ali pa gozdove, kar je zopet neka stvar. Zato morda še vprašanje, kako je z gozdovi? Kako je, ko vrednotite te nepremičnine oziroma gozdove? Tudi za kmetijska zemljišča in za gozdove obstajata dva modela vrednotenja za vsako od skupino nepremičnin posebej. Tam vplivajo na samo oceno vrednosti podatki o rastiščnem koeficientu, ki ga pridobimo od Zavoda za gozdove, in pod podatki kmetijskega ministrstva o bonitetnih točkah na tem kmetijskem zemljišču. Tako da res pa je, da je transakcij na tem področju morda malce manj kot na področju stanovanj, ampak tudi cene ne dosegajo nekih vratolomnih skokov, namreč kmetijska zemljišča in pa gozdovi se danes, kljub temu, da cene rastejo, ampak se še vedno spreminjajo počasneje kot stavbna zemljišča. Eno vprašanje, ko imaš na primer hišo, točno veš, koliko je kvadratura, kje so tvoje meje, kje je sosed, ki ti ne bo dovolil, da tam narediš novo škarpo. Ko pa je govora o kmetijskih ali pa gozdnih površinah, je pa morda nekoliko drugače. Ali je tudi tukaj priložnost, da morda to urediš, da vidiš, tam pa niso izmerili dovolj dobro, tam je pa še od soseda ali pa to je pa že moje. Ali bo ta izračun tudi to pokazal, da morda kakšne stvari še niso urejene? Zdaj, evidentirane so vse nepremičnine v Republiki Sloveniji, tako kmetijske kot stavbne. V zemljiškem katastru nekoč je bilo 6 milijonov zemljiških parcel, v katastru stavb pa nekaj čez 1 milijon stavb. Torej vseh skupaj imamo nekje 6,5 milijona nepremičninskih enot, in tako na podeželju kot v mestu so te evidentirane bolj ali pa manj natančno, odvisno, kdaj je bila izmera narejena. Namreč zemljiški kataster ima več kot 200-letno zgodovino na Slovenskem in prve meritve so bile delane z zelo enostavnimi merskimi orodji, in seveda, ko mi takšne podatke, ki so bili z grafike preneseni v računalnik, primerjamo z meritvami, ki so delane v zadnjih 50 letih, kjer so merske metode in pa tehnike seveda bistveno bolj natančne, prihaja do teh razlik v položajni točnosti, če temu tako rečemo, in tudi možnosti nesoglasij med mejaši, vendar je še vedno v veljavi pravilo, da se tudi boljša evidentiranost mora zgoditi ob soglasju obeh lastnikov. Torej, koliko prihaja do sporov o tem, kje poteka posestna meja, o tem, čigava je ta smreka ali pa njiva, je seveda potem lastnik nepremičnine napoten na sodno urejanje meje. Mi v katastru nepremičnin evidentiramo tako imenovano mirno posest ob soglasju lastnikov obeh sosednjih nepremičnin.
Ko sva prej ob kavi malce klepetala, ste rekli, da ko bodo dobili ljudje, ne vem, ta pisma, je problem morda tudi v pomanjkanju vseh podatkov, ne? Kje je tista največja napaka ali pa kaj je največji manko, ko zbirate vse te podatke? Morda ne bi to imenoval napaka, namreč skozi zgodovino smo mi podatke o stavbah konkretno dobivali na različne načine. Namreč vemo, da je s poplavo samogradnje v 60. in 70. letih zadoščalo, da je stavba upisana samo v zemljiškem katastru s tlorisom stavbe na parceli. In ljudje takrat, saj za individualne stavbe, niti niso iskali uporabnih dovoljenj. Danes je za evidentiranje stavbe potrebna izdelava geodetskega elaborata, kjer se evidentirajo vse etaže z preomenjenimi površinami in vrstami dejanske rabe, ampak v naših evidencah vse enostanovanjske stavbe seveda nimajo katastrskega opisa, kar velika večina jih nima tiste zgrajene iz leta 60, 70, celo 80. In tukaj je morda potrebno lastnikom povedati, da je v skladu z današnjo zakonodajo, zadnjih 25 let, potrebno izdelati katastrski opis za stavbo, tudi če je nekoč v zemljiškem katastru ta tloris zemljišča pod stavbo že imel svojo parcelo, tako rekoč. Ker drugače imamo namreč o tej stavbi zgolj podatke, ki so bili zbrani s popisom nepremičnin z vprašalnikom. Tam pa so seveda lahko zelo korektni, lahko pa tudi odstopajo od dejanskega stanja. In zdaj možnost spremembe je samo v skladu z današnjim načinom evidentiranja. Današnji način evidentiranja pa je ta geodetski elaborat in pa natančna izmera vseh etaž v stavbi. Še ena stvar, če naprimer nekdo dobi, da je lastnik 4 nepremičnin, pa dobi samo za 3 svoje sporočilo, 4. pa nikakor ne najde. Kaj to pomeni? Kaj se je zgodilo? Ena od možnosti, da nepremičnina ni na seznamu, je tudi ta, da je lastnik pri tej nepremičnini v zemljiški knjigi, ki vodi podatke o lastniku, upisan brez enotne matične številke občana. In v tem primeru ga sistem, ki prevzema podatke o lastniku v informacijski sistem katastra, seveda ni znal povezati z nepremičnino, kjer je ta lastnik napisan, in zato je tudi takšna nepremičnina lahko izpadla iz seznama. Tam, kjer bodo pri nas nedvoumno ugotovljeni, da gre za istega lastnika, bo pošta vseeno poslana, tudi če enotne matične številke ni. Ampak v vsakem primeru bi svetoval, da se lastnik, če ne najde nepremičnine na seznamu, da pogleda v zemljiško knjigo, kako je vpisana lastnina pri tej nepremičnini, in ukolikor tam ni upisan z enotno matično številko, bi svetoval, da se da zahteva za vpis v zemljiški knjigi, kajti zemljiška knjiga te spremembe izvaja na zahtevo stranke. Ne bo prišla po uradni dolžnosti. In s tem, ko bo vpisan z enotno matično številko, bo tudi vsaka sprememba naslova avtomatsko iz centralnega registra prebivalstva se povezala s pravim lastnikom in bo tudi v bodoče ne prihajalo do morebitnih zamenjav ali pa izgub. Konec koncev tudi pri dedovanju bo pomembno, da se naberajo vse nepremičnine istega lastnika. Okay. Ko bodo odposlana vsa pisma za množično vrednotenje nepremičnin, kaj mislite, kje se bodo ljudje najbolj v narekovajih užgali? Kje bo tisto, ko bodo začeli takoj brati in reči, opa, tole pa ne gre? No, naša želja je, da bi to bil del normalnega procesa delovanja, evidentiranja in vrednotenja. Po izkušnjah pa sodeč pa verjamem, da bo tudi nekaj obiskov na naših pisarnah in pa kontaktov preko telefonov, predvsem v pojasnjevanju, kaj in zakaj je takšna nepremičnina tako vrednotena. Tukaj lahko povem, da so vsi modeli vrednotenja, ki jih uporablja geodetska uprava, zelo podrobno pojasnjeni in predstavljeni. Morda včasih celo preveč zapleteno za povprečnega lastnika nepremičnin, ampak kolikor želi pridobiti te informacije, se dajo pridobiti v evidenci modelov vrednotenja, so in opisi za vsako vrednostno raven in tabele za vrednostne cone natančno razloženi, tako da lahko
glavnino informacij in pojasnil poišče vsak lastnik nepremičnine sam. Seveda bodo naši kolegi pri tem lahko tudi pomagali, ampak kot sem pa že prej dejal, zgolj to, da se ne strinjamo z vrednostjo, še ne pomeni nič, kajti sprememba je del procesa oziroma del postopka, ki ga je potrebno sprožiti, pa še ta je časovno omejen do naslednjega cikla vrednotenja. Bral sem, kaj vse ste počeli, preden ste prišli na GURS, da imate veliko mednarodnih izkušenj. Kako se tega lotevajo? Tako radi se primerjamo naprimer z našimi sosedi, ki so urejeni, zdaj ne mislim Italijanov, ampak Avstrijce. Kako imajo to urejeno v Avstriji? Kar nekaj evropskih držav se ukvarja z vrednotenjem nepremičnin, kajti že sama paradigma sodobne geoinformatike je dejala, da je poleg lokacije pomembna tudi namenskost posamezne nepremičnine in to se pravi, kakšna je namenska raba v prostorskih aktih in pa njena vrednost in seveda parameter lastništva. To so nekako 3 stebri, ki dajo neke vrste pravno varnost ne samo lastniku nepremičnine, ampak tudi državi kot celoti. Zdaj, zelo veliko teh poskusov ali pa izvajanj vrednotenja nepremičnin smo mi povzeli po vzoru skandinavskih držav, namreč Švedska je to že precej let nazaj implementirala, medtem ko te države, ki imajo bolj avstro-ogrsko zgodovino evidentirane nepremičnin, so pa še mogoče malce bolj, če temu rečem, konzervativne oziroma ostajajo pri preimenovanih površinah, se pri kvadratnih metrih in se majčkeno počasneje odločajo za spremenjanje. Tako da z tega razloga imamo tukaj morda, smo v Sloveniji, sodimo v tist krog držav, ki so majčkeno bolj napredne na primeru uvajanja teh zadev v vsakodnevno življenje. To je zdaj dobro slišati, ne? Ker še raje kot z Avstrijci se pa Skandinavci primerjamo, samo kadar nam paše. Ja, drži. Skandinavska države imajo eno izjemno lastnost, kjer pravijo, registriraj se, pa se boš zavaroval pred državo. Mi smo tukaj majčkeno bolj geografsko južneje in se ta izrek včasih malce drugače interpretira v javnosti. Drži pa, da je to trend v mnogih državah in ne glede na to, ali potem pride do uporabe v obdavčitvi ali do uporabe v kakšnih drugih procesih, konec koncev banke, zavarovalnice in tudi drugi upravni procesi že uporabljajo v mnogih državah tako določene vrednosti kot neka izhodišča. Večinoma potem seveda se zgodba nadaljuje z individualnim vrednotenjem, kjer pa se upoštevajo še vse tiste parametre in elemente, ki jih uradne evidence ne vsebujejo. Ja, dobro ste me zdaj spomnili točno na banke, ne? Še kako je pomembno, da ko greš po kakšen kredit, lahko pokažeš, kakšna je vrednost tvoje nepremičnine, s katero ponavadi zavaruješ, ne? Nek nov dvig na banki. Ja, drži. V urejenih državah je ta korelacija zelo pomembna. Imamo pa tudi izkušnje, da so bile te hipoteke precej nesorazmerne, ampak to je drugo, po moje je to tema za drug podcast o bančnih poslih. Še eno stvar bi vprašal, o še enem davku. Ves čas se seveda, ko je neka vrednost izračunana, pogovarjamo o davkih, se zdaj pogovarjamo oziroma o omejevanju, no, bom tako rekel, ker imamo v Sloveniji premalo nepremičnin, ki bile primerne za bivanje, ker se seveda te mnogo oddajo zdaj za turistične namene, Airbnb ali pa Booking. Ali bo takšno množično vrednotenje nepremičnin karkoli pomagalo, pripomoglo ali pa morda lastniku, ki oddaja svoje nepremičnine, celo škodovalo? Težko bi komentiral hipotekarne oziroma hipotetične zgodbe, ki se lahko iz uporabe tega podatka seveda razvijajo. Dejstvo pa je, da tudi vrednotenje nepremičnin pripomore k večji transparentnosti. Ne samo evidentiranje, tudi vrednotenje pokaže dejansko stanje. In dejansko stanje v državi, glede na količino nepremičnin, tudi količino stanovanjskih nepremičnin, ni tako klavrno, kot je stanje razpoložljivih
prostih stanovanjskih nepremičnin na območjih, kjer je največji interes. Namreč razporeditev teh nepremičnin je drugačna, kot je interes najemnikov ali pa sobodajalcev oziroma lastnikov, ki bi to želeli dati na trg. Ker eno pod vprašanjem ob tem imam, zakaj se pa včasih zgodi, pa me popravite, če se slučajno ne, no, ampak mislim, da sem bil priča nekaj takšnim primerom, da smo o njih tudi poročali, da se na nekem istem naslovu nepremičnine pa vrednotijo drugače, kljub temu, da praktično gre za isto nepremičnino, isto kvadraturo, ampak na koncu pa ta vrednotenost je drugačna. Če gre za isto kvadraturo in za isto nepremičnino, potem to ne drži, potem so pač rezultati iz modela enak, torej razlike pa prihajajo pri odstopanjih v vhodnih podatkih. Skratka, če so na preomenjenih vprašalnikih nekateri bodi si špekulativno zapisali manjšo tlorisno površino ali pa starejši datum izgradnje, ker to so parametri, ki jih je zelo težko kontrolirati, potem seveda lahko dve nepremičnini, ki sta v naravi identični, v evidencah pa se podatki malenkost razlikujejo, data za izračun različne posplošene vrednosti. In tukaj je bilo kar nekaj primerov, recimo primer vrstnih hiš ali pa primer nekatastrsko vpisanih stanovanj v večstanovanjskih blokih, kjer ni še etažiranje zaključeno, in tam smo pač lahko uporabili zgolj tiste podatke, s katerimi smo razpolagali. In tukaj je naš odgovor, da je potrebno pravilno evidentirati, torej evidentirati tako, kot je dejansko stanje nepremičnine. A pa ni nenavadno ali se to kaznuje, če si namerno zavajal, naprimer Gurs? Zdaj, tukaj so seveda nekateri vzvodi, kjer mi lahko ugotovimo, da dejansko stanje ne ustreza pravemu stanju v naravi, ampak so ti vzvodi pogojeni s tem, da potem pozovemo lastnika nepremičnine, ki ni katastrsko vpisan, da izvede katastrski vpis, in šele če ne vloži elaborata v določenem času za katastrski vpis, potem imamo možnost takšen primer predati inšpekciji, ki ima potem možnost izdati tudi prekrškovni globo v tem prekršku. Tako da mi se poslužujemo raje o zaveščanju v smislu pred samo prijavo. Ampak vzvodi so, tudi zakonsko so predpisani, in nekje 100 primerov letno je tudi takšnih, kjer geodetska inšpekcija izda globo. Prej ste omenili Skandinavce, radi se primerjamo tudi po teh modernih e-državah, v Estoniji, no pa tudi po skandinavskih. Kdaj se vam zdi, da bo Slovenija postala ta e-država, ko boš imel eno spletno stran in boš imel vse te podatke, o katerih zdaj govoriva, ne, od zemljiške knjige do vrednosti nepremičnin pa še kaj, na eni strani, in potem boš samo z nekaj kliki lahko popravljal, dal pripombo in tako naprej? No, jaz bi si upal trditi, da smo tukaj že zelo blizu skandinavskim državam. Res pa je, da to ni z nekaj kliki, ampak z nekaj več kliki. Namreč ovira pri tem povezovanju evidenc in procesov je predvsem zelo stroga zakonodaja na področju varovanja osebnih podatkov. Morda se boste spomnili, geodetska uprava je nekih 20 let nazaj že odprla portal, kjer ste lahko videli vsakega lastnika nepremičnin, pa ne se takrat informacijska pooblaščenka z odločbo ustavila in smo morali osebne podatke lastnikov, individualnih lastnikov nepremičnin umakniti, kljub temu, da se vsi ti podatki danes dostopajo v elektronski zemljiški knjigi brez kakršnihkoli omejitev. Seveda ne moremo oziroma ni pa dovoljeno grupiranje po imenu in priimku vseh nepremičnin posameznega lastnika, ampak tukaj smo pač dolžni upoštevati te parametre, ki se nanašajo na zakonodajo z področja varovanja osebnih podatkov. Zato je tudi včasih potrebno odpreti več portalov ali pa večkrat unesti kakšno poizvedovalno geslo. Zdaj, glede na to, da sediva v studiu SBC-ja Kluba slovenskih podjetnikov,
kakšne izkušnje ima GURS s podjetniki, s poslovnimi nepremičninami, kako je pa tukaj? Ali vse teče tako, kot mora? Podjetniki dostikrat rečejo, ko potrebujemo kakšno dovoljenje, ko potrebujemo kakšno potrdilo, se v Sloveniji predolgo čaka. Kaj lahko oni zdaj pričakujejo od tega množičnega vrednotenja nepremičnin? No, zdaj od samega vrednotenja lahko pričakujejo predvsem eno zelo transparentno informacijo, koliko so vse njihove nepremičnine vredne. To primerjajo potem lahko tudi z knjigovodskimi in drugimi bilančnimi vrednostmi tega premoženja. Medtem ko, kar se pa tiče poslovnih priložnosti, bi pa dejal dvoje. Najprej, da so že v preteklosti smo na Geodetski upravi uspeli z elektronskim poslovanjem priti do tega, da rešujemo postopke v spremembah katastra nepremičnin znotraj zakonskih rokov, skratka brez nekih zaostankov, čemur ni bilo tako, recimo temu 10 let nazaj, tako da smo s tem, upam, da prispevali k skrajševanju teh rokov. Res pa je, da se običajno ta zamuda zgodi potem še včasih še predno sploh geodetsko podjetje pride na teren ali pa največkrat v postopku pridobitve raznih dovoljenj, pa ne zato, da bi upravna enota prepočasi delala, ampak zato, ker se še v času postopka pridobivanja dovoljenja iščejo določeni projekti, pripravljajo, popravljajo ali pa prilagajajo zahtevam. V Sloveniji je običajno tako, da si najprej želimo, kje bi gradili, potem pa gremo spreminjati prostorski akt in pa iskati gradbeno dovoljenje, namesto da bi bilo na zalogo možno imeti gradbena zemljišča in zemljišča za gradnjo stavb pripravljena, kjer bi ta podjetniška pobuda lahko potem relativno hitro prišla do gradbenega ali pa uporabnega dovoljenja. Bi pa omenil, glede na to, da sedimo, kot pravite, v klubu slovenskih podjetnikov, da je dejansko ta odprtost podatkov tudi ena dobra priložnost za podjetništvo v smislu dodane vrednosti pri uporabi lokacijskih podatkov, podatkov o nepremičninah, podatkov o prostoru v različnih procesih. In kar nekaj dobrih podjetij je že danes v Sloveniji, ki s tem, če tem rečem, portfeljem uporabljajo te podatke v svojih poslovnih procesih, priložnostih za določene namene, za določene naročnike in uporabnike. Ampak verjamem, da tukaj je z uporabo novih tehnologij, umetne inteligence, strojnega učenja, tudi novih računalniških tehnologij, računalništva v oblaku in interneta stvari, še eno izjemno veliko polje poslovnih priložnosti, kjer pa lahko zatrdimo, da smo v Sloveniji med bolj razvitimi, kar se tiče razpoložljivosti podatkov in njihove dostopnosti. In zato vidimo priložnost, da se lahko tudi podjetniška pobuda nad samimi temi podatki prinese določeno dodano vrednost in s tem še povečuje, če temu rečem, zavedanje in transparentnost upravljanja prostora in pa nepremičnin v državi. Zdaj pa čisto na začetek najnega pogovora, koliko je zanimanja za to, da ljudje danes še pridejo potrkati na vaša vrata, da bi delali na GURS-u? Ja, žal poklic geodeta nekako izumira ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih evropskih državah. Poznamo kar nekaj držav, kjer so zaprli fakultete za geodezijo, ker ni bilo dovolj interesa, ampak se pa k sreči s prej omenjeno geoinformatiko to polje seli morda na medsektorska področja, skratka tako proti računalništvu informatiki, kot tudi proti ekonomiki prostora, proti upravljanju z nepremičninami in podobno. V Sloveniji sreči še vpišejo enako število vsako leto na fakulteto za geodezijo, ampak kot sem dejal, ne sodi poklic geodeta med tiste seksi poklice, kot je morda to bilo nekoč. Verjamem, da bo kombinacija teh uporab podatkov odprla področja,
ker ne smemo ali pa verjetno ne moremo pristati na to, da bo merjenje in pa interpretacija, vizualizacija prepuščena neki črni škatli in pa ne bomo poznali procesov, ki se zadaj dogajajo. Kaj je bila najbolj nenavadna pa zanimiva stvar, ki ste kot direktor, ne vem, naprimer v letošnjem letu doživeli? Da si lažje predstavljamo, da vendarle niste ne samo gospod v obleki, ki vse čas gleda neke podatke in gleda, a je vseh 1 200 000 pošt pripravljenih na odpošiljanje. Nenavadnih stvari, ker vsak dan nekaj, zdaj težko bi pa zdaj se na hitro spomnil, kaj me je pa najbolj ali pozitivno ali negativno presenetilo. Predvsem me velikokrat pozitivno preseneti entuziazem sodelavcev, ki kljub prislovično rečemo slabo plačani državni službi ali pa morda nemotiviranosti z delo, z izjemnim entuziazmom in predanostjo opravljajo ta poklic in poskušajo pojasnjevati lastnikom nepremičnin oziroma našim strankam vse možne odgovore in velikokrat dobivamo potem povratne informacije od tistih, ki so bili na kateri od naših lokacij, da tako korektnega in solidnega obravnavanja niso pričakovali. Tako da tukaj bi dejansko kot neko pozitivno noto izpostavil ravno to predanost in pa zavezanost strokovnosti in pa poklicu, ki ga kolegi na geodetski upravi opravljajo. In to bodo zdaj še kako potrebovali. Lepo, da ste jih pohvalili. Mislim, da je pred njimi kakšen razborljiv mesec, veliko telefonskih klicev in obiskov. Hvala lepa, da ste prišli v studio. Zdi se mi, da je že prav, da še preden odpošljete vsa potrdila o tem, kakšne so vrednosti naših nepremičnin, pojasnite, kaj bomo dobili, ne, in kako se tega lotimo. Morda čisto za konec res še tista zadnja vaša beseda, torej, ko dobiš in se z nečim ne strinjaš, misliš, da je nekaj narobe ali pa da nekaj manjka, kaj narediti? Najprej premisliti o tem, če so podatki ustrezni, ukolikor niso, je potrebno premisliti, ali ima smisel zdaj štartati postopek posebne okoliščine, ali bo to sploh kakorkoli pripomoglo k spremembi in pa predvsem racionalno razmisliti, ali bi ta sprememba imela smisel, glede na to, da je povezana tudi z nekaj stroški. Tukaj bi želel apelirati na to pač razumsko in umirjeno reagiranje, ker nobena ihta in slaba volja ne bo pripomogla k drugačni rešitvi problema. Hvala lepa, hvala, da ste ocenili in ovrednotili po vseh modelih naše nepremičnine, da bomo vedeli, kaj imamo in da bomo morda lažje razumeli, da Slovenci, če ne drugega, smo bogati vsaj po tem, kar posedujemo, to pa je zemlja, hiše, stanovanja in ostale nepremičnine. Naj bo tale mesec čim bolj miren vendarle in verjamem, da bova pred naslednjim skupnim tem vrednotenjem znova tukaj sedela pa pokomentirala tega in pogledala vnaprej. Hvala. Ja, hvala za povabilo. Ta trenutek je Slovenija vredna že skoraj okrog 300 milijard evrov. No, to je dobro slišati, a ne? Hvala lepa. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Torej, ko boste vendarle dobili pošto iz Geodetske uprave Republike Slovenije, si najprej poslušajte to, kar je povedal direktor Geodetske uprave, potem poglejte vaše podatke in premislite, kako naprej, ampak vendarle to pa lahko tudi iz lastnih izkušenj, ko sem bil novinar in voditelj, govorimo o nekaj napakah, 1 200 000 poslanih odločb oziroma vrednoten, pa si predstavljate, kako malo je res tistih napak, kjer je treba kaj popravljati in koliko dobrega dela so vendarle dekleta in fantje na Gursu opravili v zadnjih letih. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.